Tako, pozdravljeni, odmor je kratek, še kakšno minutko imamo. Prednost je ta, da če ste za skrito ali odprto kamero in imate kakšno kavico ali pa karkoli prijetnega poleg sebe, se to ne vidi, kar v kakšnem dogodku v živo ni ravno tako, tako da imamo vso prednosti Zoom dogodka in veliko cono udobja, iz katere delujemo. In zdaj je ura odbila 15:30, nadaljujemo, upam, da ste vsi spet z nami. Obetajo se nam zanimive vsebine in prvo nam bo predstavil magister Bojan Hajdinjak, ki je direktor Ceneta Štuparja, vsi veste, ga poznate, hkrati predsednik Zveze ljudskih univerz Slovenije. Jaz sem se prejšnji teden udeležila zelo zanimive konference o prihodnosti dela na ljudskih univerzah, ki je seveda pogojena z digitalizacijo. Razumela sem, da z eno vzpostavitvijo informacijskega sistema, ki bo izboljšal učinkovitost dela in ljudem dal možnosti, v bistvu resurse za to, da delajo bolj vsebinsko. Konkretneje pa seveda Bojan, izvoli. Hvala lepa, Zvonka. Lep pozdrav še v mojem imenu. Kot je že Zvonka omenila, smo prejšnji teden imeli Ljudske univerze razvojno konferenco, kjer smo govorili o digitalizaciji, sami digitalizaciji ljudskih univerz. In mogoče za začetek ena zanimivost, v tem odmoru smo se Zvonko pogovarjala, kako sem jaz pravzaprav razmišljal, da se bi ljudske univerze digitalizirale, in ko smo začeli razlagati o sami tehnologiji, v samih procesih, smo na drugi strani dobili v komentarjih vprašanja, kaj pa to pomeni za ljudi, kaj bomo zdaj odpuščali ljudi in tako naprej. Ampak sam sebi pravzaprav nikoli nisem tega vprašanja postavil, zato ker so bili nameni, zakaj smo pravzaprav šli ali pa zakaj gremo v digitalizacijo čisto drugačni. Šli smo z nekim drugim, bom rekel, pristopom, z drugim ciljem. Samo sekundo, da še tale tehnologija. Franci, gre. Tako. Evo, pa mogoče začnem s svojim predavanjem nekaj o ljudskih univerzah, zelo na hitro, saj večinoma nas poznate. Se pravi, ljudske univerze, kaj je naša prednost, da smo se v vseh teh letih organizirali kot sodobna izobraževalna, svetovalna informacijska središča. Eno glavno našo prednost vidim, da smo razporejeni po celotni Sloveniji, kar nam omogoča, da nekako enakopraven dostop naših slušateljev do izobraževanj in letno lahko rečemo, da vključimo preko 100,000 udeležencev in večinoma teh udeležencev je iz ranljivih ciljnih skupin. Zakaj govorimo o ranljivih ciljnih skupinah? Ker je tudi izrednega pomena, da moramo paziti z našo digitalizacijo, da ne bomo teh ranljivih skupin še bolje izključili, ampak da bomo poiskali načine, da jih vključimo oziroma tam, ker je potrebno, bili tudi dostopni osebno. Pa mogoče samo še za začetek, da 3 ljudske univerze so zdaj v teh 2 letih praznovale 100-letnico obstoja, in sicer imamo Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza Jesenice in Ljudska univerza Celje. Tako, zdaj pa kar gremo mogoče k tej naši digitalizaciji, kaj pravi teorija, kaj je digitalizacija. Seveda, digitalizacija sama je sprememba poslovnega modela ali modela delovanja. In to je bilo tudi glavno vodilo, ko smo na začetku razmišljali, kako se pravzaprav zadeve lotiti, kakšne poslovne modele imamo in kam želimo priti in kakšni so pravzaprav notranji procesi po posamezni ljudski univerzi. Tako, zakaj bi se pravzaprav, samega začetka se odpirala, bom rekel, razprava, zakaj bi se pravzaprav sploh digitalizirali, kaj pravzaprav s tem dobimo, kaj so glavne prednosti, in oziroma kaj so slabosti tudi. In zmeram več ali manj se nam je pojavil odgovor zaradi zamude ročnega dela. Se pravi, če pogledamo naše procese, veliko stvari delamo še, bom rekel, ali jih printamo na papir, sami dokumenti se gibajo preko nekega tajništva oziroma zopet se nekaj natisne zadeva, mora doiti do enega organizatorja, ker je to zadevo pregledajo, mora nesti zopet v tajništvo, pride do direktorja, ker direktor pregleda, podpiše, mora iti zopet
nazaj do organizatorja ali pa v računovodstvo. Ne. Zato bi nekako smo najdali odgovor v tej definiciji zaradi zamude, zaradi ročnega dela, človeške napake in sami procesi so lahko dokaj neučinkoviti in jih več enostavno ne moremo spregledati. Ne. Se pravi, in če zdaj pogledamo samega vidika prednosti same digitalizacije. Ne. Zdaj, če najprej lahko rečemo, da mogoče, da bi se vrnil samo, kaj so glavne prednosti same digitalizacije. Ne. Same prednosti so tako, večja učinkovitost dela in bolj učinkoviti procesi. Potem bi v tem nadaljevanju tudi pogledal čez posamezne primere, če gremo, tako da zdaj niti ne bi jih prebral, jih imate gor na sami prosojnici, bi pa mogoče potem v nadaljevanju tudi vsako zadevo razložil, kako smo se pravzaprav mi lotili in kako smo ljudske univerze odgovarjali na vse te izzive. Zdaj, ovire, na katerih smo naleteli. No? Največja ovira je bila pri nas pravzaprav tudi sami članic Zveze ljudskih univerz nas je 22, 29 ljudskih univerz pa je šlo v prenovo oziroma smo se odločili, da se bomo skupaj digitalizirali. In zdaj prvi problem je bil, pravzaprav tudi sami direktori so imeli pomislek, zakaj bi se pravzaprav digitalizirali. Ne? Se pravi, pravzaprav vsak od nas je imel tudi malčkan drugačen, bom rekel, pristop oziroma razmišljanje, kaj sploh digitalizacija je. A je to digitalizacija enega papirja, ki gre potem malo potuje elektronsko in potem ga nekje natisnemo in ga zopet shranimo v arhiv. Se pravi, tukaj je bilo potrebno kar veliko neke debate in da se sploh nekako poenotimo, kaj bi radi za samo digitalizacijo dosegli. Potem druga zadeva, ki je, vsaka ljudska univerza deluje malo drugače. Ne. Čeprav rečemo, imamo primer vpis v osnovno šolo, vpis v srednjo šolo, kar naj bi imeli vsi več ali manj poenoten, pa dejansko, ko gremo po terenu, temu ni tako. Ne. Vsaka ljudska univerza ima določene postopke malo drugače urejene. Ne. Tako da vsaka ljudska univerza ima procese malo drugače. Potem druga je bila ena zelo velika ovira ali pa, bom rekel, razprava je bila strah pred to digitalizacijo. Ne? Kako bojo sami zaposleni sprejeli, kako jo bomo pravzaprav vodstvo sprejeli, kaj to za sabo pomeni, ali bomo imeli veliko dela, kaj to pomeni napram ustanovitelju, kako moramo neke zadeve poročati, katere programsko opremo uporabljamo, katere računovodski servis konec dneva uporabljamo, ali bomo lahko te zadeve vse povezovali. Ne? Tako da je bilo kar veliko strahu in kar preden smo se pravzaprav karkoli lotili, je bilo potrebno vse te dvome nekako odpraviti. Tako da prvi naš ključni korak je bil pravzaprav, da se dogovorimo, kaj bi sploh pravzaprav želimo. Da, če gremo, saj veste sami, čim greš v neko partnerstvo, je dobro na začetku odpraviti dvome oziroma čim več na samem začetku razčistiti, ker potem, ko se enkrat začnejo zadeve dogajati, ko se enkrat konec koncev začneš vlagati denar v samo tehnologijo oziroma v samo pripravo popisa procesov, potem je mogoče že mečkam prepozno oziroma ti že potem lahko nastane tudi neka določena izguba. No? Zdaj pa, če gremo, kako smo pravzaprav razmišljali, kaj smo pravzaprav pridobili preko te naše digitalizacije, kaj razmišljamo, kaj bomo dobili. Ne? Ker smo glih na sredi poti, zato govorim mečkam, kaj smo, kaj bomo, zato so zadeve jih na tak način tudi omenjam. No? Gremo mogoče naprej. No? Se pravi, prvič, kar smo si pogledali, je ta večja učinkovitost dela s krajšimi in učinkovitimi procesi. Ne? Zdaj, mi smo v času COVID-a smo odkrili, da pravzaprav tako več ne bomo mogli delati. Zakaj? Najbrž vsi veste, da smo bili kar določen čas zaprti, kar pomeni, da udeleženci niso mogli priti do nas fizično oziroma tudi veliko je bilo dela v doma, tako da se je kar pokazalo to kot velika ovira. Ne? In tukaj so se nam postavila vprašanje, kako bo udeleženec kupil izpit za izpit za srednjo šolo, ne? Kako bomo pravzaprav podpisovali pogodbe za samimi udeleženci, kako bomo podpisovali pogodbe konec koncev za učitelji, ne? Kako bomo imeli organizirane spletne učilnice. Ne? Se pravi, sam v času COVID-a COVID je navrgel vsa ta vprašanja, kako se pravzaprav zdaj organizirati, da bomo lahko na vse te izzive odgovarjali. Ne? In
Edino, kar smo v tem prišli do edine rešitve, je bila avtomatizacija procesov. Potem smo pogledali, kaj pravzaprav imamo in smo ugotovili, da trenutna programska oprema po vseh ljudskih univerzah pravzaprav ne dopušča razvoja, bom rekel, nadgradnje. Zakaj? Ker je več ali manj bila ta programska oprema razvita v nekih drugih časih, je že majčkeno zastarela, ne da se je več vzdrževati. Sam razvoj je pravzaprav prišel do nekega, bom rekel, nekega viška in enostavno se nismo mogli več razvijati. Potem se nam pojavljajo, ljudske univerze delujemo veliko na projektih, vedno se nam pojavljajo novi projekti, se pravi, da se moramo povezati z ostalimi deležniki, da moramo poročati določene podatke, ki smo jih mogli več ali manj vse na roko pripravljati. No? In tudi ena glavna zadeva, no, najbrž vsi vemo, da zdaj ta varnostni element je tudi zelo problematičen, tako da tudi stara programska oprema nam je že tukaj nagajala glede same varnosti. In naša želja pa je bila, da bi lahko naredili takšen informacijski sistem, ki bi lahko deloval v obliki nekega, pa ne me dobesedno vzeti, ampak jaz sem ga tako poimenoval direktorskega informacijskega sistema. Ne? Potem, če gremo, kako smo pogledali glede produktivnosti. Ne? Se pravi, pri nas rečemo zaposleni odvisno od področja, ampak če si pogledamo en referat, se pravi, kako en opis izpele. Ne? Sam referat mora oseba priti do referata, mora neke osebne podatke dati, potem se mu pripravi pogodba, pripravi se mu račun, potem se mu odpre indeks in tako naprej. Smo rekli, zakaj ne bi pravzaprav lahko to avtomatizirali, da bi lahko udeleženec, seveda, če želi. Še enkrat poudarjam, nikoli ne bomo in ne smemo pozabiti na to, da delamo z ranljivimi ciljnimi skupinami in morajo imeti dostop tudi, bom rekel, do našega referata, tudi po tej, bom rekel, klasični peš poti, če lahko temu tako imenujemo. Ampak je pa določen del populacije oziroma določen del slušateljev, ki pa jasno v te zadeve rad tudi online naredi. No in smo rekli, zakaj ne bi mogli narediti neko spletno trgovino, ker bi lahko udeleženec kupil izpit ali pa se vpisal, se pravi, da bi že on neke osebne podatke vnesel, se pravi, bi to poslal na referat, avtomatično se mu bi skreirala v ozadju pogodbo bi jaz lahko digitalno podpisal, on digitalno podpisal, avtomatično se bi vpisal v sam program in bi se povezal z računovodstvo, ker se mu bi pač tudi poslali račun, on bi preko neke QR kode, preko nekega online plačevanja to tudi plačal. Ne? Se pravi, v času COVID-a idealna rešitev. Ali pa en tak drug primer, ki smo o tem razmišljali, je rečemo učitelj. Zakaj ne bi imeli e-dnevnik, ker bi on noter vnesel neke oziroma bi bila noter opis predavanja, datum predavanja, koliko ur je opravil in na koncu meseca, ko mora dati učitelj zahtevek, lepo bi bilo na osnovi e-dnevnika, opisanih datumov, opisanih ur, v ozadju bi bila tudi že skreirana pogodba, se pravi vrednost po ure in bi lahko na klik se avtomatično izdal zahtevek za njegovo plačilo. Ta zahtevek bi jasno prišel spet do organizatorja, ki ga bi digitalno podpisal, se pošle k meni, ker jaz digitalno podpišem in potem se pošle v samo računovodstvo oziroma v digitalni arhiv. Praktično, če pogledate, en kup enih opravil odstranimo, kot je printanje zahtevka, kontroliranje zahtevka, v tajništvu, da čaka moj fizični podpis, zopet gre nazaj v tajništvo, zopet gre do organizatorja. Se pravi, vse te zadeve, bom rekel, da jih v našem zavodu oziroma po mojem jih noben od zaposlenih ne bo pogrešal. Ne? In kaj pravzaprav s tem dobimo? Še enkrat poudarjam, nikoli nismo razmišljali, da bi s tem zmanjševali kadre, ampak da bi kader razbremenili tega dodatnega dela in da bi imel sam ta kader potem več časa za naše udeležence. Kar konec jaz mislim, da je poslanstvo Ljudske univerze, da delamo z ljudmi, ne toliko s papirji. Ne? Se pravi, zato smo takole pogledali preko višje produktivnosti zaposlenih. Ne? Pa če gremo potem naprej, pogledamo, se pravi, jasno, nižji stroški delovanja, poslovanja, iz tega opisa, ki sem ga pravkar podal, je prihranek na času, to sem ga tudi že opisal, vse zadeve grejo digitalno, boljši izkoristek sodelavcev, se pravi, kar pomeni, da ne rabi toliko te kontrole,
ampak je nekaj v zadnji, nekaj avtomatizem in jasno manj napak pri poročanju in kontroli. Mogoče, če to malo objasnim spet z nekim drugim primerom, ljudske univerze delujemo ogromno na projektih in vsak projekt zahteva neko vrsto poročanja, neko zbiranje podatkov, neko vrsto statistike. In na tak način, če mi, ko projekt dobimo, vse prej pripravimo, katere podatke bomo zbirali, kako jih bomo zbirali, lahko potem na koncu, ko pride do kontrole, samo na klik dobimo vsa poročila in jasno, sama kontrola niti ni tako potrebna, ker nekako zaupamo sami programski opremi, da nam potem to izpiše. Ne? In če pogledamo še z višje kakovosti dela, se pravi boljša uporabniška izkušnja, s tem dobimo predvidljivost dela in procesov, tehnologija nas podpira, se pravi je naš partner, ne? In s tem, kar je tudi ena naša glavna želja je, da se pojavlja manj napak, ker lahko pravzaprav z neko dobro pripravo na koncu dneva samo dobivamo podatke ven tiste, ki jih želimo. Če se spomnite par slajdov nazaj, sem omenil, da govorimo o nekem direktorskem informacijskem sistemu. Ne? Potem, če pogledamo še z vidika manj človeških napak, ne, se pravi, veliko dela prevzame tehnologija, seveda je treba prej pogoj pa je, da nam tehnologija prevzame to delo, je, da naredimo dobro predpripravo, da se, ko sam projekt dobimo v hišo, da se dobro pogovorimo, da naredimo, katere podatke želimo zbirati, kako jih želimo zbirati, kaj moramo poročati in ko vse to skupaj pripravimo, samo delamo na takšen način in na koncu lahko pravzaprav vse te podatke s klikom dobivamo ven, kar pomeni, da zopet ne rabimo brskati po nekih starih papirjih, pa seštevati na roko ali pa tiste dobre stare Excele, saj sam Excel ne bo še nekaj časa umrl, ampak v vsakem primeru je bolje, da ga uporabljamo samo za kakšne druge stvari, ne za neko statistiko. Ne? Okay, če gremo potem naprej, še pogledamo, jasno, samo po sebi je, če smo cenejši, če smo bolj, produktivni, je tudi jasno, da če pogledamo z tega poslovnega vidika, izboljšamo konkurenčnost, kar pomeni, da lažje uvajamo spremembe tudi v sam zavod, ker se ljudje naučijo, da jim je ta tehnologija v pomoč, lažje uvajamo tudi nove zaposlene in na koncu dneva uporabniki imajo boljšo storitev. Nekaj primerov sem pa že pravzaprav povedal, da lahko od doma tisti, ki želijo seveda, kar v doma naročijo izpit, pogledajo v spletno učilnico, se učijo v doma, imajo pogodbe v elektronski obliki, kar se pomeni v nadaljevanju, da ni več, da ne zgubljajo tistih papirjev, da ne vejo, kje imajo kaj shranjen, ampak enostavno imajo lahko vse v elektronski obliki. Ne? Potem naprej, če pogledamo še hitrejše prilagajanje zunanjim spremembam, o tem sem že pravzaprav nekaj govoril. Ne? Se pravi, vsak nov razpis lahko hitro vključimo v poslovanje, ker bo ta digitalizacija tako pripravljena, da dejansko lahko vsak razpis, ki pride, samo vnesemo oziroma postavimo te vhodne pogoje, kaj moramo pravzaprav zbirati in potem jasno to sistem zbira in na koncu poroča. Potem še višja morala zaposlenih, se pravi, kot sem že na samem začetku omenil, nas cilj tega, projekta ni, odpuščanje, ampak je to točno to, kar vam piše na slajdu oziroma na prosojnici, da bo manj administrativnega dela, da se lahko delo odpravi hitreje, z manj napakami in to nam daje potem čas, da lahko delamo več na razvoju, da lahko delamo več s samimi našimi udeleženci. Ne? Potem, in jasno, ko se že parkrat omenil, sama statistika je lahko zelo hitro narejena, da je ta sama statistika natančna, ker že v samem vhodu vemo točno, katere podatke moramo zbirati in jasno potem pri izhodu niti ni noben problem več. Samo na klik dobivamo vse podatke, ki jih želimo in s tem lahko na tak način lahko zadovoljimo različne odločevalce oziroma razpisovalce projektov, tako lahko rečemo, Cene Štupar je ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana in jaz lahko poročam podatke, ki jih občina želi, oziroma sam projekt je ponavadi pridobljen se strani ministrstva, lahko ministrstvo poročam tiste podatke, ki jih želi. Se pravi, več ali manj ta statistika je na klik in
jaz resno srčno verjamem, da noben zaposleni ne bo pogrešal tistih številk in računanja v Excelu, računanje na roko in še na koncu dneva itak ne veš, a si pravilno zračunal, a si kaj kakšnega spustil ali ne. Tako da to. Zdaj, same spremembe grejo čez 3 faze, na sami prosojnici imate lepo narisane. Zdaj, kaj smo pravzaprav ugotovili? Na sami začetni fazi je potrebna res veliko komunikacija, ker je sključno z nami, vsi imamo mogoče strah pred to digitalizacijo, kaj se nam bo pravzaprav zgodilo, kaj to pomeni za nas, ampak verjamte, da na začetku je težko, na koncu pa, ko bomo vse te zadeve, ko bo ta naša digitalizacija končana, jaz res verjamem, da bomo vsi zelo zadovoljni z napredkom in konec koncev bomo tudi šli v korak s časom, kar pravzaprav vsa podjetja zdaj delajo, da procese popišejo, procese optimizirajo in na koncu s pomočjo teh sprememb tudi dobivajo podatke, tiste, ki jih želijo in hkrati enostavno. Sami sodelavci so pa, bom rekel, na koncu zadovoljni. Čeprav, če gremo mogoče naprej, kaj so ti ključni koraki, ki jih pa res moramo paziti. Jaz mislim, da pa tudi to, kar smo na konferenciji, je bila glavna ugotovitev, da mora biti to popolna podpora vodstva, da mora vodstvo komunicirati, posvojiti ta projekt, da moramo nekako so sodelavci komunicirati in jih pripraviti na te spremembe. Zelo pomembna je uvodna komunikacija in informiranje, zakaj pravzaprav gremo v to, kaj bomo pridobili, pa to ne enkrat, po mojem večkrat, Zelo potrebna je sprotna komunikacija, da povemo, kje smo, kaj delamo, kaj se bo, da probamo večkrat preveriti, kaj skrbi sodelavce. Zato smo mi tudi na ZLUS-u, ko smo se tega lotili, ustanovili tudi delovno skupino, ki je sestavljena iz različnih zaposlenih po ljudskih univerzah, ker je to tudi njihova naloga, da, bom rekel, same operative povejo, kaj skrbi, kaj se bo dogajalo. Povabimo sodelavce k sodelovanju, usposabljanje, nikoli ne smemo pozabiti, da moramo potem na koncu usposabljati še tistega, ki ga ima ta strah, ki se boji, da bojo to ne vem kakšne korenite spremembe, je edini odgovor na to, da se usede in da ga mi poskušamo usposobiti. Motivacija je skozi potrebna in nekako tudi zelo dobro je, da proslavimo male in velike zmage. Pa če gremo naprej, potem še pogledamo, kot je povedal, da je vsaka sprememba je na začetku, bom rekel, vsaka sprememba, če se kar dobesedno preberemo, se pravi, vsaka sprememba je na začetku, vsaka sprememba je na začetku težka, na sredini zmedena in na koncu zelo pozitivna. Tako da in jaz res to verjamem, ker mi zdaj, ko smo nekje na sredini, na začetku je bila težka, zdaj na sredini imamo vsi občutek, da smo zmedeni, da ne vemo, kje smo, kakšen je cilj, zakaj, ker še ne vidimo čisto točno oziroma si ne znamo točno predstavljati samega cilja, ampak na koncu bo ta sprememba čudovita in jaz resno verjamem, ko bomo s tem projektom končali, bomo Ljudske univerze naredile en velik korak naprej k temu, da bomo rekel, enakopravne in da bomo delovali dosti podobno kot gospodarstvo. Tako da se veselim teh sprememb in hvala za pozornost, pa mečkam za malo zmedenost, ampak to sem kriv samo jaz, ker enostavno se ne znam si priznati, da sem bližam 50 letom in rabam očala. Določen slajd ne morem prebrati, kljub temu, da je dosti velika črka, se ne vidi, zato ne mislim, da ne vem, o čem govorim, ampak je mogoče, bom rekel, notranji boj z očali, ali je ali ne, ampak očitno bo da bodo očala zmagala, tako da hvala. Se res tista, bil je tako prikupno zmede. Ampak ne zato, da ne bi o čem govorim. Si hotel natančno tiste besede ujeti, pa je bolje, če poveš svojimi besedami in hvala za to, da si večinoma pravzaprav res s svojimi besedami in občutenji predstavil ta proces. Sama sem po izobrazbi
tudi en del informatik, tako da vsakič zastrižem z ušesi, kadar je govor o informatiki in o takih rešitvah. Tako da sem bila zelo vesela tega vašega koraka. Vam želim, da uspešno prebrodite to fazo neurejenosti in zmedenosti in da postane čim prej res čudovito. In da imate na vseh ljudskih univerzah, ki so v to vključene in ki se še bodo kasneje priključile, o tem sploh ne dvomim, veliko več časa za vsebinsko delo, za delo z udeleženci, kar je pravzaprav končni namen tega procesa, ne. In zdaj smo pravzaprav slišali en tak primer digitalnih spretnosti oziroma digitalizacije na delovnem mestu. In to je tisto ozadje, ki, kot rečeno, vpliva na naše temeljno poslanstvo. Zdaj, ob tem, ko si govoril, veš, se mi je spomin malce zavrtel nazaj, zdaj to tako lepo napovedujem, ampak mi imamo, to je zdaj insajderska informacija, vedno na zalogi še utrinke. Na vsakem od forumov je bilo tako in tokrat imamo digitalne utrinke z foruma, ki sem ga napovedala na začetku iz lanskega leta, in ko si govoril o tej množici podatkov, ki jo komaj še obvladujemo in zakaj bi jo, ko imamo sodobno tehnologijo in pravzaprav tudi že umetno inteligenco, sem se spomnila na enega od teh utrinkov in zdaj prosim Francija, da nam zavrti magister Mitja Jarmol o pomenu oziroma vlogi umetne inteligence, manj kot minuto, ampak učinkovito. Zadnje stavke bom pokazal, pa neham. V bistvu to je pa nekaj, čemur pravimo pa ta asistent, torej IT, torej umetna inteligenca, kjer dejansko je tako, dejansko se to da narediti, dejansko to dela. Torej, umetna inteligenca, ki se uči usmerjeno uči, to je zelo pomembno, ne kar tako, usmerjeno se uči iz podatkov na internetu, preverja to, kar se nauči, in se uči tudi od ljudi. In to je ta, recimo, prvi primer take močne simbiotske relacije. Umetna inteligenca potrebuje znanje ljudi, ker enostavno tega nima, in ljudje potrebujejo znanje, ki jo ta umetna inteligenca nagrabi. Ja, na tem lanskem forumu o digitalni preobrazbi smo na koncu prišli do nekaj spoznanj, ki smo jih zajeli v manifestu. Vse to je na spletni strani projekta EPO, ampak ključno spoznanje je, da mora biti vedno v ospredju človek, v vlogi strokovnjaka, zaposlenega, recimo na Ljudski univerzi, in v vlogi udeleženca. Torej, prvi je človek, tehnologija je sekundarna. In zdaj prehajamo na naslednja dva prispevka, kjer pa gre za različne ciljne skupine oziroma ljudi, ki se spoprijemajo z digitalnimi okolji in obratno. Tako da se bomo najprej pogledali en posnetek, ki ga je pripravila Mateja Strašek v sodelovanju z Darjanom, seveda iz Zveze društev upokojencev Slovenije. Digitalizacija pri starejših, da, toda kakšna? Poglejmo si. Tem bi lepo pozdravila vse, zahvalila bi se za vabilo, da ima Zveza društev upokojencev Slovenije oziroma ZDUS priložnost, da predstavi, na kakšen način se mi ukvarjamo z digitalizacijo upokojencev, predvsem to je naša publika, in da izpostavimo, da je usposabljanje upokojencev definitivno pomembna zadeva in pa da mora biti izvajana na njim prijazen način. Zato bi se kar posvetila današnjim vsebinam, ki sem jih nekako razdelila v 4 sklope. In prvi je sicer, ali je potrebno spodbujanje za usposabljanje starejših. ZDUS je nekje pripravil svoje zahteve oziroma skoraj izrecna priporočila, kaj je pomembno, da se slišijo starejši. Nekaj besed bom namenila v tem, kako usposabljati starejše oziroma kaj je za njih pomembno. In pa seveda ne nazadnje omenila tudi projekt Digitalno vključeni, v katerem smo že pripravili novo platformo in jo bom predstavila.
Tako da prva točka oziroma prva tema je spodbujanje usposabljanj za starejše. Prva zadeva, ki jo moramo takoj izpostaviti in za čemer ZDUS precej trdno stoji, je, starejši potrebujejo usposabljanja, ne izobraževanj. Usposabljanja pomenijo, da jih mi naučimo dejansko zadeve uporabljati. Ne, da nekdo pride, odpredava, po možnosti še kakšen komentar pove, sej sem vam to že povedal, če je recimo tak izobraževalec. To pri starejših ne deluje. Pri njih deluje to, da jih dejansko naučimo uporabljati, se pravi, da dobijo znanje za ravnanje. Kar se tiče digitalnih usposabljanj, je seveda močno zaželjeno, da ta usposabljanja potekajo z njihovo opremo. Se pravi, da na usposabljanje prinesejo svoj pametni telefon in se na njem naučijo funkcionalnosti tega telefona in sicer za tisto, kar oni potrebujejo. Ko govorimo o usposabljanjih, sploh v letošnjem letu nikakor ne moremo mimo fiaska z digitalnimi boni, kjer je bilo rečeno, da je to namenjeno usposabljanju starejših in za nakup opreme, in potem je ZDUS dobil ogromno klicev, mailov, pritožb, ker niso imeli nikogar drugega, na kogar bi se lahko obrnili po pomoč in kaj narediti, ker so si želeli priti do teh usposabljanj. Seveda jim je bila velika spodbuda bon za 150 evrov, ki pa vemo, da se je precej žalostno končal, in zato smo potem v ZDUS-u tudi pripravili neke naše zahteve. Zdaj pa jaz bi tukaj še izkoristila priložnost, ko govorimo o tem, na kakšen način se usposabljajo starejši, in bi vas povabila k ogledu 2 videov. Prezentacija, ki vam jo kaže, bo dostopna tudi vam. Če kliknete na to povezavo Korona nas je povezala ali pa izobraževalci starejših, boste si lahko ogledali kratek film z dejansko izkušnjo tako starejših v usposabljanju, ki so morali čez noč priti na digitalno usposabljanje iz tistega v živo, kako je to potekalo, kako so se znašli in kaj je bila v bistvu ta dobra izkušnja. Na drugi strani smo dobili po priporočilu naših članov izobraževalce starejših, ki so se morali ravno tako čez noč prilagoditi temu, da ni več bilo usposabljen v živo, ampak preko Zooma, Skypa in tako naprej, kako so se oni naučili in kaj priporočajo, kako se lotiti usposabljanja starejših. Zdaj, omenila sem tale fiasko z digitalnimi boni, kar je bil uvod, da smo na ZDUS-u dejansko napisali neke zahteve, potrebe oziroma zakaj se mi borimo, na kakšen način zagovarjamo digitalne pravice starejših. Te pravice, ki morajo prititi vsem starejšim, so digitalna znanja in veščine, in dostop do teh morajo imeti vsi upokojenci, ne glede na njihovo stopnjo predznanja, ne glede na to, kje živijo. Ali so v zadnjem kotičku v Prekmurju, ali pa so v Mariboru ali Ljubljani. Spodbuda za to, kot rečeno, je prišla zaradi digitalnih bonov, ki so bili starejšim namenjeni samo za osnovna digitalna znanja. Mi pa v današnjem času potrebujemo tudi znanja za uporabo e-storitev. Vemo, da je bank, pošt vedno manj, vemo, da je vedno težje priti do zdravnika, oziroma je skoraj nemogoče, če nimaš pametnega telefona ali računalnika, da uporabiš njihovo aplikacijo. In zato se borimo tudi za to, da morajo starejši oziroma pokojnici dobiti aktualna znanja in veščine za e-upravo, e-zdravje, e-bančništvo in tako naprej. Kar nas seveda pripelje tudi do tega, da je treba starejšim omogočati subvencioniran nakup teh naprav. Pametne naprave so drage, pokojnine niso visoke, vsekakor pa starejši potrebujejo pametne naprave za vsakodnevno življenje. Naslednja zadeva, za katero se tudi močno zavzemamo, je prostovoljstvo, in sicer v smislu, da
vlada in seveda mi podpirali in da bi vlada subvencionirala digitalna usposabljanja starejših, da postanejo izobraževalci vrstnikov. Tako to in pa seveda glavna podpora vseživljenjsko učenje. Ne moremo reči, da če je človek starejši od 74 let, kar je nekaj statistična kategorija, da ne potrebuje več novih znanj in usposabljanj. Če ne prej nam je korona pokazala, definitivno potrebujemo vseživljenjsko učenje. In pa za vse te zahteve, ki smo jih zdaj navedli, se ZDUS redno pogovarja z vlado oziroma z ministrstvi, zato da pač se ne bo dogajalo nekaj namenjeno starejšim brez starejših. Tako da tukaj sem zdaj predstavila tudi, zakaj se bori ZDUS, ne pa da se vrnemo na to osnovno temo in sicer usposabljanje starejših. Upam, da si boste pogledali tista 2 videa, ki sem vam jih priporočila, zato ker tam je zelo razvidno, kaj je pomembno za starejše pri usposabljanju. Pomembno je, da je to vključujoče, da se starejšim ne odpredava nekaj in reče, no doma pa lahko nadaljujete, ampak da so tekom usposabljanja vključeni, sprašujejo, predvsem pa da praktično lahko gledajo in preizkušajo zadeve. In pa seveda, da se to odvija počasi, na starejšim prijazen način in pa da se ponovi. Ne, da se enkrat pove, pa ok, saj smo povedali, dovolj je. Te trditve so podprte tako z povratnimi informacijami, ki jih dobimo s terena pri nas, kot tudi s podporo projektov. ZDUS se ukvarja kar z velikim številom projektov na področju digitalizacije. Eden izmed teh je tudi Erasmus Plus projekt Strong Together, kjer se ukvarjamo predvsem z post-covidno družbo, z digitalnim znanjem starejših, za boljšo vključenost, boljše vključevanje v družbo in pa seveda je poudarek tudi na izobraževalcih starejših, ker tudi te morajo imeti določena znanja, določene spretnosti za delovanje z njimi. In v tem projektu Strong Together smo recimo starejše vprašali, kaj je njih spodbudil k uporabi sodobne tehnologije. Rezultati so pokazali, da si starejši želijo biti aktivni, si želijo biti na tekočem, želijo uporabljati zdravstvene storitve oziroma biti v stiku z zdravnikom in pa še vedno imajo potrebo in željo po učenju in pa tudi zato, ker želijo vaditi in spodbujati svoje kognitivne sposobnosti. Ko smo jih vprašali, kaj jih ovira pri uporabi računalnika ali pametnega telefona ali tablice, je bil najpogostejši odgovor: bojim se, da bom naredil kaj narobe. To je bila za nas zelo, bom rekla, poučna informacija v smislu, se pravi, ko pripravljamo usposabljanja, moramo absolutno nasloviti to, da se oni bojijo, da bojo naredili kaj narobe. Pri določenem usposabljanju smo recimo na ta način naredili tako čisto preprosto vajo klikanje z miško kot igrica, ki je bila zelo dobro sprejeta, zato ker starejši niso pač navajeni dela z miško, vsaj tisti, ki se niso ukvarjali s tem, in jim je to veliko pomenilo, da ugotovijo, ja, saj se lahko igram, saj lahko poskušam, pa ni nevarnosti. Na ta način so v bistvu premagali strah na splošno do aparatov. Tako da to recimo je bila taka dobra izkušnja. Če pa grem še na eno vprašanje, ki smo ga postavili, in sicer katere nove spretnosti si še želijo ali potrebujejo, je bil najpogostejši odgovor uporaba pametnega telefona, e-zdravje, e-banka in podobne storitve, pa mogoče malce presenetljivo spletni tečaji tujih jezikov. Ampak kakorkoli pogledamo, starejši si želijo novih znanj, se želijo učiti, bistvo pa je, da je to na vključujoč način, ne na predavanje. No in to nas pripelje potem do te zadnje teme, kjer je pa ta projekt digitalno vključeni, in eden izmed rezultatov je tudi nova platforma, ki je namenjena starejšim.
Drugi del je seveda tudi usposabljanje starejših, ki že poteka, in sicer za uporabo pametnih telefonov. Je izjemno dobro sprejeto, izvajamo pa jih na ta način, kot sem omenila, vključujoče, njim prijazno, v manjših skupinah, tako da lahko vsak pokaže oziroma postavi vprašanje, kaj deluje, kaj ne. Platforma, ki smo jo pripravili, sem tukaj pokazala spletno stran, projekt je tukaj financiran s strani Ministrstva za javno upravo iz Sklada za nevladne organizacije, namenjena pa je starejšim. Tako da v bistvu mi smo v okviru projekta malce pohiteli in je platforma že na voljo, že dostopna, čeprav je bila predvidena, da gre v živo šele 1.1.2023 in v januarju se tudi začnejo usposabljanja po društvih upokojencev, ampak dostopna je v bistvu vsem, nudila pa bo neke splošne informacije po različnih temah in pa tisto, kar si želimo, da boste šli iz spletne strani, da boste vstopili v platformo in da se boste na tej platformi tudi registrirali. Zakaj si želimo, da si registrirate? Zato, ker želimo, da je to interaktivna platforma, kjer lahko sami postavljate vprašanja, kjer izpostavljate, katere so tiste vsebine, ki vas zanimajo, da ne bo to še ena izmed mnogih spletnih strani, po kateri se išče informacije, tukaj pa jih lahko tudi sami dodajate oziroma poveste, kaj vas zanima in jih organiziramo. Zdaj, če grem mogoče še na te posamezne teme, ki jih imamo, da predstavim. Ena tema je aktivno in zdravo staranje, tako da tukaj je ta stran platforme, kjer lahko na levi strani vidite, katere vsebine so nekje opisane, katerih se dotaknemo, in tem vsebinam bomo počasi dodajali nove, seveda spet vsebine, lahko so slike, definitivno bomo imeli tudi poučne filme, tako da ne bo samo branje in branje, ampak da bojo lahko tudi igrice in podobne zadeve, in sicer na temo aktualnosti dolgotrajne oskrbe. Mišljeno je tudi, da tisti, ki še niso upokojeni, pa se pripravljajo, bodo dobili tukaj uporabne informacije, priprave na upokojitev. Trening spomina je tak ali tak vedno zanimiv in aktualen, in pa seveda tudi rekreacija. Prostovoljstvo je tudi precej priljubljeno med starejšimi, tudi njihove pravice, ustvarjalnost na splošno in pa ena tema, ki je tudi zanimiva in pogosta, prometna varnost starejših. Tako da tukaj imamo zdaj že recimo take vsebine, kot je prikaz videa, varnost na cesti, in pa tudi, če bi želeli ponoviti znanje teorije, imate tudi to možnost, da se pretestirate, in pa seveda bivalni standardi starejših, kaj pomeni stanovanje, zdravo stanovanje, da se lahko gibljete. Tako da to bi bil en sklop teh informacij. Drugi sklop so pa digitalna znanja. V tem sklopu so pa predvsem na voljo kot neke učne ure in pa kratki filmi, kako recimo si nastavite pametni telefon, različne aplikacije, elektronsko pošto in tako naprej. Tako. Naslednja tema so e-storitve, kar je spet ena izmed zahtev oziroma zahtev po znanju starejših, kjer so prikazane vsebine in kako recimo se upravlja z e-zdravjem, e-bančništvom, e-upravo, v spletnih nakupih, e-oskrba in tako naprej. Tako da tisto, kar mi pričakujemo in je tudi nekje zaveza projekta, je, da s to platformo in z usposabljanji, ki jih izvajamo, dosežemo nekje višjo kakovost življenja, absolutno dvig digitalne pismenosti, s tem, da pomagamo seveda tudi, če boljše poznate in obvladate IKT orodja, je tudi socialna vključenost starejših, bom rekla, že kar bolj samoumevna kot pa težava, tako da tukaj, kar lahko naredim, je, da vas seveda prav prijazno povabim, da se
prijavite in registrirate na platformi in jo uporabljate oziroma povabite k temu ali vaše starše ali stari starše. In pa zdaj se lahko približam že kar temu, kaj sem povedala do zdaj, tako da če povzamem, starejši si definitivno želijo digitalnih znanj. Ko se odločijo za usposabljanje, seveda ne izobraževanje, tukaj ponovno usposabljanje, da je to praktično, si to želijo na njim prijazen način, kar pomeni empatično, ne hitimo, ne priganjamo, ampak jim pokažemo in so oni ves čas vključeni v ta proces, zato ker nikakor in nikoli ne smemo pozabiti, starejši so ljudje za zgodovino in jih ne moramo tretirati kot male otroke, ki jih bomo kar malo potisnili, se bo že navadil ali pa se ga itak ne zanima. Zato je zelo pomembno, da imamo tudi usposobljene, empatične izobraževalce starejših, ki bodo znali najti skupen jezik s starejšimi in bojo znali tudi nasloviti ta strah, ki ga imajo, da bojo naredili nekaj narobe, da bojo nekaj pokvarili, če bojo samo pač malo tapkali po pametnem telefonu ali tablici. Tako da jaz se vam najlepše zahvaljujem za pozornost, upam, da je bila zadeva za vas zanimiva in vam želim še veliko sreče in uspeha pri nadaljevanju. Hvala lepa tudi gospe Mateji Strašek. Trenutno je na Portugalskem, ampak bila je z nami in povedala pomembne stvari in upam si trditi, da vse to, kar je nekako rekla, da je pomembno za starejše odrasle, da je za odrasle kar nasploh, morda tudi za mlade, se pravi ta prilagojenost pristopa pri učiteljih oziroma tistih, ki pomagajo ljudem, posameznikom pridobiti digitalne spretnosti, vse to je pomembno pravzaprav za vse ciljne skupine, morda za starejše pa še prav posebej. Na Andragoškem centru ne delamo prav veliko za starejše odrasle, zato še toliko bolj cenimo občasna partnerstva z Zvezo društev upokojencev Slovenije, z Univerzo za tretje življenjsko obdobje na nedavnem letnem posvetu, naprimer Diana Lukič je na prejšnjem forumu o spretnostih za zdravo življenje imela krasen prispevek o projektu, ki ga imajo za borbo z demenco pri starejših osebah oziroma nasploh. Tako da poglejte si še vse te vsebine, pa seveda tudi oba videa, ki sta bila omenjena v prispevku. Vse to bo na spletni strani tokratnega foruma objavljeno še v tem tednu, si upam trditi. Tako, zdaj pa imamo v studiu dve gosti, ki bosta skoraj zadnji prispevek predstavili, se bosta malce pomenkovali, predstavnici mlade generacije, zares mlade, pa tiste mlade po srcu. Brigita Kruder, ki jo poznate kot direktorico Ljudske univerze Slovenska Bistrica, članico ekspertne skupine Epale, pa še v mnogih vlogah nekaj nam bo povedala, ker jaz se nikakor nisem mogla na pamet naučiti vsega, kar si mi napisala, Brigita, čeprav bi lahko, če bi bila bolj sproščena pri tej predstavitvi, povedala tudi sama marsikaj. Predvsem pa si človek z veliko začetnico, to je najpomembnejše. In potem sem skoraj hotela reči Darja Kušar, pa ni Darja, ampak je Klara, njena hči, Darjo večina pozna. Sej Klara je precej podobna, verjamem, da ne samo vizualno, ampak tudi po enem takem prodornem, malce filozofskem, bomo videli, načinu razmišljanja in delovanju. Beseda je vajina, povejta, kako se vedve soočata s temi izzivi, ki jih prinaša digitalni svet. Še prej, zdaj sta že v nizkem štartu, še prej pa si pogledamo en zelo kratek video utrinek, digitalni utrinek iz foruma, na katerem si Brigita delovala kot povezovalka. Tisti forum lanski je bil deloma tudi Epale spletna razprava. Mi tesno sodelujemo s Cmepiusom, ki je nosilec platforme Epale. Poglejmo si še tale prispevek kot uvod v vajino pomenkovanje. V nekem trenutku se zavemo, da smo pravzaprav postali administratorji ali pa če hočete tajnice
velikih korporacij, držav, bank. Samo med tole konferenco danes sem dobila obvestilo, da me v spletni banki čaka novo obvestilo, da mi je dobavitelj električne energije postavil novi račun in glede na to, da že 3 ure nepremično sedim, so mi pisali še iz zavarovalnice, pri kateri imam sklenjeno življenjsko zavarovanje, da naj se vendar že ostanem in malce sprehodim. Ja, res je. Veliko smo danes slišali o tem, kako nas tehnologija drži za vrat ali pa za rep ali pa kjerkoli že, pa kako je treba plavati s tokom, pa kaj še vse. V bistvu si že izdala Zvonka, ne, da jaz smo v bistvu rada tehnologijo in se mi zdi, da mi olajša življenje. Ne? To je za tisti stari zlajnani slogan Ljudske univerze Slovenska Bistrica, znanje olajša življenje oziroma izboljša življenje. In sem pa slišala danes tudi še nekaj, ne? Da treba imeti socialno mrežo, da se treba pogovarjati in družiti in mi s Klaro imamo namen početi tole, kar najbolje znava klepetati o vsem in še več, ampak vendarle malce bolj usmerjeno. Ne? In če naj bo zaneslo, Zvonka ti kar potrepljaj po rami. Slišala sem eno zanimivo misel prejšnje govornice, da starejši so ali pa smo ljudje z zgodovino, ampak mlajši, pa jaz mislim, da so ljudje s pričakovanji, kaj ne, da mi smo tisti, ki ponavadi mislimo, da vse vemo, pa vse znamo, hkrati pa mladi ste pa polni tistega veselega zanosa in pričakovanja, da je svet vaš in Klara, ti si še študentka. Jaz bi kao naj bila neka poznavalka izobraževalnega sistema, ampak veš, pri najboljši volji ne razumem čist, kaj ti študiraš. Ja, v bistvu študiram družboslovno informatiko, je pa to en tak zelo poseben pojem, no? Tako da s komerkoli se pogovarjam, pa me vprašajo enako vprašanje, vedno sledi takoj še eno vprašanje, ne? Kaj pa to sploh je? In družboslovna informatika je na nek način vse, pa še več. Tako jo jaz najlažje opišem. Mi delamo vse od načrtovanja digitalnih storitev do raziskovanja uporabniške izkušnje, nekaj je tudi marketinga in tako dalje. V bistvu zelo težko je opisati to mojo smer z par stavki, ampak jo bom danes probala tekom pogovora malo bolj predstaviti. No? Zdaj, če te prav razumem, je točno to, kar ti delaš, ko prideš k nam na prakso, ne da? Damo ti zaoblikovati spletno stran, pol se malo pogovarja s strankami, pol delaš pogodbe, pol popraviš Excelovo tabelo za opise, pol narediš še eno statistiko, pač v bistvu to, kar v osnovi že znaš, ne? Tako. Pa načeloma je tudi zelo poglobljeno in tak interdisciplinaren pogled ti da na splošno, pač res... Se pravim, tako kot vidite, da sem sama brez besed, te pusti kar brez besed. No, res je ogromno oziroma zelo široko področje, ki ga na nek način še sama težko opišem. Ampak se v bistvu si na nek način boljše sploh ne bi mogla opisati, ne? Ker to je pravzaprav vse. In tu se mi zdi ena taka past, ki se dosti krat zavemo, recimo tudi mi, ki delamo z ranljivimi, ne? Da ni ovira to, da bi jih naučili nekih digitalnih spretnosti, recimo držati miško pa klikati, da se v resnici zaplete takrat, ko morajo oni v Wordu nekaj napisati, ker so se to že zdaj naučili, pa nimajo kaj napisati, pa ne vejo, o čem bi razmišljali, pa ne razumejo članka, ki smo jim ga dali za prebrati, ne? Ena taka širina ali pa globina ali pa kakorkoli že rečemo, je potrebna tudi pri informatiki, če hočeš nekaj upravljati, razvijati, delati v marketingu, moraš o vseh teh stvarih malce vedeti, ne? Definitivno je potrebno neka splošna razgledanost pa znanje iz drugih področji, da potem sploh lahko smiselno uporabiš tehnologijo in jo na koncu spremeniš v nek končni izdelek ali pa storitev. In če zdaj pogledava recimo mlade pa stare, če tako čez palec rečeva, jaz nimam nobene težave, veš, da mi moraš reči mlada po srcu, kaj podobnega, ker točno vem, koliko sem stara, ne. Jaz sem točno tista meja 55, ne. Nisem še bila marca, ko so delili bone, ampak zdaj pa sem že, ne. Se pravi, po neki stereotipni definiciji, ne, sem jaz unata stara, ki ni digitalno pismena, tis pa unata mlada, ki pač vse ve, ne. Pa mi dve obeveva, da ni čisto tako, ne, da ne? Ni čisto tako, absolutno ni tako. Kolikor te poznam, no, pa večkrat smo že skupaj sodelovali, si upam trditi, da si v svoji starostni skupini ena izmed res najbolj izobraženih na digitalnem področju, z izjemo mogoče kakih računalniških maherjev, ne, pa tudi tiste je že počasi začel považati čas, ali kako bi lahko rekli, glede na to, da gre tehnologija in razna programska oprema tako hitro naprej.
Ja, to je tudi zanimivo, ne? Da tudi če delaš računalništvo in informatiki, si mogoče lahko ozko specializiran. Meni je bilo zelo zanimivo, ko smo enkrat v naši hiši usposabljali delavce, ki delajo v banki pa v zavarovalnici, pa kar naprej nosijo tiste kište okoli, ne? Pa vsi so imeli laptope, pa tablice, pa elektronske podpise, ampak v resnici nič kaj niso razumeli, kaj delajo, ne? In pa so prišli k nam na osnovni tečaj, da so se pravzaprav naučili delati z operacijskim sistemom, z elektronsko pošto in podobno, ne? Tako da en stereotip lahko kar takoj na začetku ovrževa, ne? Da vsi stari niso digitalno pismeni, pa vsi mladi tudi ne v bistvu, ne? Točno to je še tisti del, ki ga nisem komentirala. Sej, tako kot smo povedali na začetku, sem še študentka in kljub temu, da študiram eno tako smer, kjer je računalništvo in torej znanje informatike zelo pomembno, se že znotraj mojih soštudentov vidijo ogromne razlike. Mogoče izvira to predvsem iz interesa, torej kolikor ima vsak posameznik interes izobraževanja torej izven študijskega procesa, pa tudi na splošno verjetno koliko ima kdo feeling, bi lahko rekli. Zdaj smo prišli na to področje feeling, ne, da me to malo definirati. A veš, da recimo jaz kot študentka v tvojih letih sem urejala arhiv, botanični arhiv na pedagoški fakulteti, kjer sem študirala in takrat je bila ideja, da bomo mi to digitalizirali, ne. In jaz sem takrat vsem povedala, jaz v življenju ne bom delala z računalniki, razen če me bojo prisilili, ne. In to tudi zdaj mi ni težko povedati na glas, ne. Takrat so bili računalniki ene počasne kište, rabo si 100 strani dolga navodila, da si sploh kaj naredil, ne. Hkrati pa sem že kmalu po tistem, čeprav tega tudi zdaj skoraj 30 let, izvedla prvo online hospitacijo. Se pravi, jaz pa študenti, jaz kot didakti pa študenti smo bili na fakulteti in smo takrat po telekonferenci, smo rekli temu, gledali pouk na eni mariborski šoli. In računalničarji so bili takrat strašno jezni na mene, ne, ker smo si biologi drznili prehiteti in izvesti to prvo hospitacijo v Sloveniji, ne. Mislim, a se tebi zdi to danes kak poseben dosežek moj? Mislim, glede na pretekli 2 leti, ko je praktično ves študij, srednja šola, osnovna šola, izobraževanje odraslih, torej vse, tudi delovni sektor, potekalo online in so bili torej Zoom klici na dnevni bazi, ni to nič posebnega. Hvala. Mislim, prej si me hvalila, zdaj pa pač smo na nuli spet, ne? Tako da dajva začeti od začetka, ne? Ampak ja, feeling je tisti, ne, pač občutek, da preprosto se je treba naučiti, vreči se pa plavati, ne, ni druge. Nihče ne bo tega naredil namesto nas. Je pa dejstvo, ne, da se mladi mogoče malo manj bojite, ne, pa malo več imate te mašine v rokah, telefone, tablice in še kaj, ampak vendarle, ne, se pa treba naučiti jih uporabljati. In mi smo v enem našem forumu EPU pravzaprav tudi ugotavljali, koliko mladi dejansko poznajo uporabo aplikacij, pametnih telefonov in še kaj, in smo ugotovili, da veliko manj kot stari, ne, to je bilo nekako presenečenje, da pravzaprav mi starci bolj pametno, da rečemo, uporabljamo naprave, vi jih pa uporabljate na drugačen način. Recimo, zakaj večina tvojih kolegov uporablja pametne telefone, tablice? Tu bi rekla, da je kar stereotipno, torej da uporabljamo socialna omrežja, kar bi jaz potrdila. Večina je tega, potem dosti mladih se trudi tudi zaslužiti z uporabo telefonov ali pa prenosnih računalnikov, tako da tudi to se je pač zelo razširilo. Drugače pa ja, nekaj najbolj običajnega je, da greš vsak dan na ta App Store ali pa Google Play, torej trgovino z aplikacijami, poiščeš, kaj je novega, kaj se ti zdi uporabnega, preizkusiš, zbrišeš, naslednji dan zbereš nekaj drugega. Predvidevam pa, da je pri vas starejših uporaba aplikacij enaka. A veš, da sem točno to zdaj pomislila, ne? Ja. Ti si rekla, naložiš, preizkusiš, zbrišeš, če ti ne paše, jaz pa se kar malo čustveno navežem na njih, veš. In potem ena stvari, recimo, ki me malce vedno vznemiri, ne? Tudi zdaj na mojem telefonu čakajo posodobitve sistema, ne? To mi gre vedno na živce. Kaj mi bo zdaj spet spremenili? Pa spet bo imelo drugačen izgled, pa česa se bo morala zdaj spet navaditi, ne? In te posodobitve, ne, ki jih naprave ves čas delajo, na videz gledajo več ali manj enako od zunaj, znotraj v njihovih možganih ali pa črevesju se pa dogajajo neke čist druge stvari, ne. In ljudje pravzaprav na enak način funkcioniramo, samo mogoče to
sprejeti, da tudi mi, ne, naš način dojemanja, sprejemanja sveta, bi morali ves čas malce posodabljati, tako kot te naprave in potem na nek način tako ravnati. Ne. Tebe posodobitve nič ne motijo, kaj? Dobro, tu lahko na dva načina odgovorim. Ne. En se mi zdi nepotrebno, oziroma ne nepotrebno, ampak tečno je posodabljati telefon, ampak ja, se zelo hitro privadimo na spremembe, ki pač pridejo z neko posodobitvijo. Vzameš si tiste pol ure, malo brskaš po telefonu, pa točno veš, kako spet vse deluje. Medtem ko pa gledam že svoje starše ali pa potem stare starše, kjer pa povzročajo te posodobitve kar probleme. No? Ja, ampak veš kaj, tudi prej so rekli, da se moramo povezovati pa sodelovati. Meni se to zdi en odličen način, ne? Ko svojim otrokom rečem, dajte mi to zrihtati. Ne? Ti imaš tudi te izkušnje? Kako to zrihtaš? Ne? Kaj si misliš takrat, ko to zrihtaš mami ali pa rečemo onim, ne onim, ko jih vsi poznamo meni ali pa mami, rečemo onim ta tretjim ljudem, ta starim. Ati. Ja. Lahko čisto konkretno povemo, je ati tisti, ki dosti večkrat rabi pomoč pri telefonu, se mi zdi, da njega dosti bolj vrže iz tira kakšna nova posodobitev. Tako da ja, pokliče nas v dnevno sobo, da telefon na mizo, ga odklene in reče, zrihtaj. Smo že povedali, ne, da to delavaš za Atija, ne, da vaš povedati, da on je tudi vrhunsko IKT pismen v svoji generaciji. Ne. Ampak tu se mi zdi res ena taka priložnost. Jaz pravzaprav bi včasih bila tudi kaj sama. Ne. Ampak mi je fajn, ne, da pač z hčero sediva na kavču, pa tiščiva glave skupaj, pa malo modrujeva, pa malo kaj drugega še počnemo. Vmes pa ona meni še kakšne aplikacije naloži ali pa kaj posodobi. Ne. In to so oni trenutki, veš, ko se res povežemo, ne, zato, ker mi stari ponovadi vse vemo, vi mladi pa ste ponovadi pač oni, ki bi mogli nas poslušati. Ne. In to so trenutki, ki so vaši. Ne. Kjer je situacija obrnjena in smo v bistvu zelo ponosni, da so starši tisti, ki nas potrebujejo in ne obratno. Da ne govorimo o babicah in detkih. Ne. Še veš, pri nas recimo smo imeli nedeljo skupno družinsko kosilo, ne, in potem je moja najmlajša hči vzela telefon, pa je hotela sem nekaj pogledati. Ne. In babica je vehementno rekla, odloži za telefon, zdaj imamo kosilo, ne gledamo, ne, Facebooka med kosilom. In pač seveda Iza šla v sobo, pa pač zrihtala, kar je imela za zrihtati. Ne. In naslednji trenutek pač čujemo neko muziko, ne. Ker babi je mogla pa nujno pogledati za nova sporočila, pa videa na Facebooku, ne. Pa nas s tem seveda vse seznaniti. Ne. In kriteriji so zelo drugačni, ja, veš, ne. Ona mora ohranjati stik s svojimi prijateljicami. Se strinjam, ja. Mi je to zelo znano, zelo znana situacija. Ampak hkrati se pa vedno znova zavem, kako so še veliko bolj ranljivi od nas, ne. Kako vedno znova razlagam, mama, to je spam. Mama, če ni pravo, poglej naslov, ne, se tudi mladi zavedate te vaše ranljivosti ob sodobnih tehnologijah, ob teh uporabi vsega tega, kar nas obkroža? Mislim, da nekateri ja, oziroma bom rekla tak, eni bolj, eni manj. Marsikdo je tudi med mladimi zelo naiven in hitro nasede raznim fake oglasom ali pa spam sporočilom in se širi to med mladimi. Marsikdo pa je informiran, ker se mi zdi, da se tako v šolskem sistemu, torej v izobraževalnem sistemu, trudijo ozaveščati o problematikah spleta. Že v osnovni šoli, recimo se spomnim, smo imeli kakšna predavanja, pa smo imeli kakšne gostitelje in so nam razlagali o tem, zakaj je treba paziti, ko uporabljamo internet. In isto se mi zdi, da je bilo tudi v srednji šoli. Na faksu je tega sicer manj, ampak lahko marsikje vidiš na steni obešen plakat z opozorili, kako pristopati do interneta. Jaz moram reči, da poznam kar nekaj primerov, ne, ko je prišlo pravzaprav do zlorab, to, da ti okužijo telefon ali kaj podobnega, to so še pravzaprav malenkosti. Poznam tudi v poslovnem svetu nekaj izkušenj, ko so jim kakšne podatke ugrabili pa zaklenili, pa so jih morali plačati, pa jih vseeno niso nazaj dobili. In nazadnje iz mojega mesta ena zelo tragična izkušnja, ko je ena gospa verjela, pač seveda, da je tista oseba tam na drugi strani zaljubljena vanjo in samo še tistih zadnjih nekaj tisoč evrov, ki jih pošlje, pa bo vse v najlepšem redu in je potem storila samomor. Ampak to so taki žalostni primeri, ki pravzaprav kažejo na nepoznavanje nevarnosti pri starejših. A poznaš ti kakšen tak konkreten primer, ko se je to zgodilo mlajšim?
Za mlajše poznam osebno en primer, kjer je prišlo do zlorabe bančnega računa. Prav tako jim je znano kar nekaj primerov vdorov na socialna omrežja. Prav tako imam eno kolegico, ki služi denar preko Instagrama z objavami in so ji prav tako vdrli v račun in je izgubila veliko število sledilcev in na tak način morala začeti od začetka. Tako da tega je dosti, tako med mladimi, kot predvidevam tudi med starimi. A veš, da ena od stvari, ki jih pravzaprav res težko sprejmem, je to vplivništvo spletno, ker malo sem sitna, ne? Ko jih vidim, pa kar jih blokiram, pa brišem, moram priznati. Zdaj že kar slušam ugotoviti, ko me kdo prosi za prijateljstvo na Facebooku ali pa kje druge, ali gre za kakšno takšno zadevo in nekako skušam ostati trdna v nekih svojih prepričanih idejah, kaj zame pomembno, kaj prav, premišljati, se sama odločati. Mladi pa na nek način, zdaj ne bom rekla, da ste vsi taki, ampak ker malo lažje podležete, mogoče tudi zaradi tega, ker nimate še toliko izkušenj. Definitivno. In sigurno je motivacija neka osamosvojitev od staršev oziroma izboljšanje finančne situacije. Tako da z tega vidika se mi zdi, da marsikateri mladi podleže raznim ukanam, ki so na internetu, in proba priti do hitrega zaslužka, kar pa vsi vemo, da ni tako rožnato, ko izpade na prvi pogled. Ja, ampak če pogledava tako deep down, pa tiste spretnosti, ki jih rabimo eni in drugi, so pa pač čiste enake. Recimo, fajn je znati 10 prst na slepo tipkati, fajn je ne se bati strojev, ker to so v končni fazi samo stroji, tudi če so tako pametni. Kaj se ti zdi, kaj je še tisto, kar bi mogoče pač vsi morali znati, vedeti, kaj bi bilo pomembno? Uporabljati osnovne programe na računalniku, mislim, da je to samoumevno predvsem starejšim, mlajšim pa mogoče ne toliko, ker marsikateri mladi, mislim, da obvlada razne zahtevnejše programe, potem pa pride do Worda ali pa Excela, ki ga dejansko potrebujemo pri marsikateri zaposlitvi v vsakodnevnem življenju, pa se ne znamo znajti. Isto je recimo en tak primer tudi PowerPoint predstavitev. Tako da take osnovne programe se mi zdi, da mislim, da bi jih mogli obvladati prav vsi. Napisati pismo, poslati e-mail. Ja, napisati pismo, ne? Sej sam to, sam napisati pismo. Enkrat na roko, sliši se enostavno. Enkrat na roko, drugič po računalniku, tretjič s telefonom, ampak v osnovi je to še vedno napisati pismo, samo na en drugačen način. In se mi zdi, da tu je zdaj ta stična točka, ne glede na to, koliko si star, pa ne glede na to, kaj pravzaprav počneš, ampak za to osnovno komunikacijo, za sporočanje, za to, da je življenje lažje, boljše, da si porihtaš tisto, kar rabiš, je recimo napisati pismo ena takih osnovnih kompetenc. In če to znaš s pomočjo neke elektronske naprave pa nekega programa, je pa pač to, kar danes res nujno rabiš, in brez tega si res reveš. In tu recimo, da mi stari zmagamo, tu moram reči, da smo boljši. Se absolutno strinjam. Če ne drugi, znate začiniti, dati tisto dušo tistemu pismu. Res je. A pa veš, kaj še mene tudi? To pa moram priznati, s to imamo danes v službi debatirali, da v tej komunikaciji elektronski dosti krat kar malo manjka, ni napišemo cele besede ali pa celega stavka, ločila, ni cajta za to, teh itak ni, ampak vse te stvari so kar pomembne pri sporočanju, Kako pa ti gledaš na to, recimo pa veliko angleščine in podobno, Se absolutno strinjam, tudi sama se trudim pri pisni komunikaciji ohranjati vsaj nek nivo slovenščine ali angleščine, odvisno v katerem jeziku komuniciram, ampak tako kot sem rekla, se mi zdi to zelo pomembno, ker marsikdaj preberem kako sporočilo, pa se še vseeno tretiram kot zelo mlada oseba in ga ne razumem. Ok, potem pravzaprav nisem jaz stara, ampak to tak je, To tak je. Ja, ampak ta skrb za jezik pa to, gre samo za to, da bi bili pač malo sitni, pa da bi hoteli lepo slovenščino, čeprav je prav fajn, ko je, ampak gre pravzaprav za to, da se na koncu ne razumemo, da nam zmanjka vmes, da mogoče celo samo v mislih nekaj narediš ali pa nek smiley pošleš, Jaz moram povedati, veš, ko človek začne enkrat nositi očala, to smo slišali prej tudi od Hajdinjaka, se to tih smileyjev sploh ne vidiš, in pol časih, mami, kaj si mi to poslala? Ja, ne vem, se mi zdi, da je smiley, ki se smeji. Ne, pač nekaj druga dela, tako izbriši, pa pazi, kaj delaš. Ne pisati SMS-ov brez očal. Skratka, take izkušnje, ampak veš, kaj se mi pa zdi tudi bistveno, da
smo na istem, ne? Vi se morate učiti, pa mi se moramo učiti. Definitivno. Pa dostikrat celo iste reči, ne? Tako. No, za tvojo anekdoto o smajliju lahko povem jaz tudi mojo izkušnjo. Marsikdaj sem dobila na sporočilo kako kratico in ni mi preostalo drugega, kot da grem v Google in vtipkam kratico in se naučim dejansko, kaj to pomeni v celem pomenu, ker sama nisem vedela. Aha, to se tebi tudi dogaja. Ok, Večkrat. super. Jaz sicer, veš, to je zdaj pa, imamo različne strategije. Ti greš googlat, jaz pa onemu pošljem nazaj, kaj je za to. A veš, daj prosim podnapise ali pa pač pošljem vprašanje ali pa karkoli, ne. Torej, strategije za učenje imamo različne, ampak na koncu pridemo do istega, ne. Moramo se razumeti, ni druge, ne. Veš, kaj se mi zdi tudi pomembno, ne. Priznati, da nečesa ne znamo, ne. Nam starim je to strašno težko, veš. Tudi nam se mi zdi, da je razvidno iz mojega problema, da grem rajši googlat, kot pa da priznam, da ne razumem. Ja, točno to, ne. In v teh digitalnih kompetencah smo kar naprej na tem, ne, da nečesa ne znamo. Pač včeraj nismo znali tega, pol pa se posodobi telefon, pa ne znamo unga, pa kupimo nov televizor. Meni je bilo strašno zabavno, prej je eden od prejšnjih govorcev razlagal, kaj za njega to pametni pralni stroj, ne. Ne da mu na koncu zapoje pesmico, ampak da zloži perilo po barvah v omaro, pa ti to pove, ne. To je pametni pralni stroj. Mislim, povem jaz lahko sama ta čas, ko mi ni treba perila rihtati, ne. Absolutno. Kaj pa za tebe rekel, recimo neka ideja nekega sveta prihodnosti, kjer bomo imeli cel kup pametnih naprav, pa nam bo fino, pa fajn. Kako bi to izgledalo po tvoje? To je dejansko vprašanje, ki se mi večkrat prikrade v misli, no? Ampak se mi zdi, da je tako zelo težko si ga dejansko razčleniti in iti po korakih. Se mi zdi, da je tu mogoče relevantno tudi, če vprašam nazaj, ali bomo čez 10 let še imeli električne avte. Ne? Recimo zadnjih 10 let vsi razmišljamo o tem, da bodo avti začeli leteti. Pa bo res to, bo razvoj res šel v to smer ali ne bo šel. In isto se mi zdi, enako se mi zdi, da je pri teh pametnih telefonih, pri pametnih napravah, koliko nam dejansko lahko koristijo v vsakdanjem življenju, koliko jih bomo čez nekaj časa, ne vem, v 10 letih še dejansko želeli imeti ob sebi, ker na nek način smo videli, kak je bil odziv na pametnega robota v Ameriki, pa na Kitajskem, oziroma na Japonskem, ko jih predstavljajo. Ljudje na nek način niso preveč navdušeni, niso preveč zaupljivi do te pametne tehnologije, tako da težko odgovorim na vprašanje, kako bi izgledal svet čez nekaj časa. Ja, se to ni bilo mišljeno, veš, kot vprašanje, ne, ampak, a veš, da mi je bilo zanimivo, da sem se zdaj spomnila, da sem pač v tvojih letih brala Isaka Asimova, ki je bil en taki futurist, ne, znanstvena fantastika in je govoril o potovalnih trakovih, pa o letečih avtomobilih in podobnih zadevah, ne, in pa se človek kar vpraša, kako se zdaj to nič ni zgodilo od tega naslednjih 30 let, čeprav pa se veliko stvari pa se dejansko pa je zgodilo, ne. Absolutno, ampak tudi recimo mobilni telefoni zadnjih 10 let izgledajo enako. To je sicer res. Od tega pametnega zaslona nismo prišli naprej. No, prišli smo pa naprej od tega, da včasih je bil car tisti, ki ga je imel, pol je bil on car, ki je imel največjega, pol je bil on car, ki je imel najmanjšega, pa najtanjšega, ne. Zdaj pa je frajer tisti, ki ga pač nima, ali pa si privošči, da ga odloži, ali pa za nekaj časa izklopi, ne, se pravi, posod je neka evolucija, ne. Se pravim, tako da zelo zanimivo bo, no, se veselim na nek način prihodnosti, hkrati me pa groza. Pa absolutno si ne bova drznila napovedovati, ne. No, lahko napovemo to, da se bova še naprej trudile, pa se učile, ne. To je to. Pa definitivno. To tebi tak ne gine, jaz pa itak moram tudi, ne. Mislim, da nam vsem koristi in da na tak način lahko živimo dlje. To bi si upala trditi. Mislim, da tudi ti imaš enako mnenje. Jaz si tako imam rada tehnologijo, jaz že od nekdaj, ne, mi je bilo to všeč. Ampak ja, zdi se mi tudi na ta način, ne, tako kot mi dve, kadar ti delaš pri nas, sodelujeva, ta način, da se učimo drug od drugega, ne. Jaz včasih rabim samo to, da pač ena od kolegic pride stati zaradi mojega računalnika, pa se mi zdi, da vse gre, ne. Sam rečem, a kdo to ve, ne? In naslednjem trenutku pride pač nekdo, ki to ve in mi pokaže. Nikoli ne veš vsega, ne. In tu je pri digitalnih spretnostih je pač tega res veliko, no.
Se strinjava, ne, obe glede tega. Se pravi, če rečeva tako, veš, malo morava zelo modrovati, ne, pa za nekaj pametnega povedati, recimo medgeneracijsko sodelovanje je ključ do tega, ne, da se učimo drug od drugega. Se strinjam. Sem sodelovala pri tem na Ljudski univerzi dolga leta nazaj. Res je, točno starejši vnuki, ne? Takrat si bila ti tista, ki si učila starejše, ampak zdaj si me spomnila, da si tudi prostovoljka in da voziš našega metuljčka starejše in tudi v centru za starejše koordiniraš prevoze in tak, ne? In te izkušnje so tudi dragocene, ne? Definitivno. Mislim, da nas starejši lahko ogromno naučimo in marsikdo od mladih premalo ceni znanja starejših, njihovo dolžino, zgodovino. Tako da jaz sem že prišla v ta leta, no, ko to izredno cenim in se trudim srkati znanja od starejših, ker vem, da mi bo zelo koristilo naprej v življenju. Zdaj si to tako lepo povedala, da moram jaz še mladim dati en kompliment, ampak veš, to naredim z lahkoto, ne? Zato ker mladi pa imate tisto, kar mi več včasih nimamo, ne? To perspektivo, to, da razmišljate za 20 let naprej, ne samo za 10 ali pa za 30, da vidite eno vizijo nekega novega sveta in ta vaša mladost in sproščenost, se mi zdi, da to je res tisto, kar pač vedno znova prenesete v vsak delovni kolektiv in da ste na nek način neobremenjeni, ne? Tebe čist nič ne skrbi to, da pač ne, meni včasih internet dol vrže. Ne? Mislim, ko jaz govorim s svojim VDZ-om, kot mu rečem, on reče, kako to misliš, da bi oblak lahko crknil? Kako to misliš, da ne bi bilo tega? To se ne more zgoditi. Ne? A veš, to so stvari, ki so za vas nepredstavljive. Ne? Jaz pa pač vem, da že marsikdaj kaj vmes zablokiralo in da se seveda tega tudi malce ustrašim. Ne? Vi pa to z eno tako gotovostjo sprejmete. Ne? Sej v končni fazi prihodnosti je za vas tisto, kar je zagotovo pride. Ne? Točno to. Točno to. Ja, v bistvu, ne, če zdaj malce strneva, ne, kaj smo pravzaprav mi dve povedali. Povedali sva to, da smo pravzaprav na istem. Ne. Vsi se moramo učiti. Kaj se moramo učiti je odvisno od tega, kaj pride jutri. To ne veva ne mi dve, pa nobena vedeževalka, pa nobena čarovnica. Ne, ampak bo prinesla prihodnost pa razvoj. In dejstvo je, da moramo ostati učljivi, odprti, pripravljeni na spremembe, pripravljeni na novosti. Da pa se mi zdi, da je najbolj pomembno to, da se zavedamo, da smo si drug drugemu lahko tu v pomoč. Zelo v pomoč, ja. In da stereotip, da mladi dosti bolj poznamo tehnologijo, ni resničen in je zelo pomembno, koliko si posameznik sam trudi delati na tem področju. Točno to, no. In pravzaprav je, kje smo nek trenutek, kako danes živimo, kako dobro živimo, ne? Če tudi pogledamo v klepetu, imamo informacije o tem, ne? Kako danes brez teh spretnosti ni možno do zdravnika. Ne? Pa bi človek rekel, bom pa doma pred televizorom, ne? Ampak so televizora ne možno brez teh digitalnih spretnosti naštelati. Ne? To je pa že cela logika. Ne? Kako vklopiti, kako poiskati programe, ne? Pametni televizori, ne? Kako preko njih na internet. Ne? Pravzaprav vse naprave gospodinjske doma so na nek način že digitalizirane, vsaj do neke mere pametne. Ne, časovni zamiki vklopa in podobne zadeve. Sploh starejši imajo s tem velike težave. Ne? No, tu lahko povem, da tudi to jaz študiram. Torej, mi študiramo na kak način neko napravo čim bolj optimizirati, da jo bojo ljudje, ki ne poznajo toliko tehnologije, znali pravilno uporabljati. En slab primer je recimo mikrovalovna pečica, na kateri jaz doma ne znam prestaviti ure. To pomeni, da je bila zelo slabo zasnovana. No, boš doštudirala, ne, pa boš potem delala take mikrovalovne pečice, ki bojo bolj prijazne uporabnikom. Ne. Ampak takrat veš, tudi ti ne boš več tako mlada. Ne. Tole me je še spomnilo, ko berem v klepetu, ne, avtomobili. Ti si z lahkoto v Ljubljani sposojaš car sharing, voziš električni avto, ampak najbrž ne, moramo priznati, da to malo povezano tudi s tem, da pač voziš tudi ljudski avto, se pravi, da je električni avto nekaj, kar si ti pač poznala. In tu bi mogoče rekli, da je vpliv staršev, pa njihov odnos do tehnologije tudi zelo pomemben. Ne? Definitivno. Tudi recimo aplikacijo za uporabo te storitve električnega avta je potrebno naštudirati. In sem prepričana, da marsikdo je ne zna uporabljati, ker tudi sama recimo sem rabila prvič kar nekaj časa oziroma sem na koncu prosila strica, da mi jo predstavi, ker je on bil tisti, ki me je povabil
da začnem uporabljati to storitev. Tako da recimo tu on je čez 50 in je on bil tisti, ki je meni predstavil to aplikacijo. Krasno, dlje se bova pogovarjali, bolj se bova hvalili drugo pa ugotavljali, kje vse si pridemo nasproti. Ampak vse to je bil pravzaprav namen najnega pogovora, ne? Da presežemo te stereotipe in da ugotovimo, da si res drugemu lahko pomagamo in da leta nimajo nič s tem, ampak da ima pravzaprav pripravljeno za učenje, pripravljeno za sodelovanje, pa odprtost še največ pri tem. Ne? Ampak v štartu pa je fajn, da se ne bojimo. Ne? Da se ne bojimo, vse to so samo stroji. Ne? Vsaj zaenkrat. Vsaj zaenkrat. Če imate še kakšno vprašanje za naju, tisti, ki naj jo spremljate, bova veseli, ne? Mogoče tudi kakšen medgeneracijski zaplet ali pa ideja, kako ste ga reševali. Ampak medve s Klaro skratka ugotavljava, ne, da res je ključ v sodelovanju, v pomoči drug drugemu, da počnemo stvari skupaj in se ves čas intenzivno drug od drugega učimo. In še nekaj, da vse tiste predsodke ali pa stereotipe, ki pravzaprav nas dostikrat omejujejo, ne, ali pa izobraževalci odraslih se jih poslužujemo, ne, ker rečemo, ravno včeraj sem udeležencem tečaja v naši hiši rekla, veste, lahko bi vam rekla upokojenci, lahko bi vam rekla starejši odrasli, ampak sem jih pozdravljeni tisti, ki ste se prišli učiti z nami. In pravzaprav ni bilo pomembno, koliko so stari, ampak smo jih deklarirali kot tiste, ki se želijo učiti angleščine. In to se mi tudi zdi kar pomembno. Čeprav, ne, ko si starejši, pač rabiš očala, ampak to še ne pomeni, da tudi mladi ne vidijo slabo nekateri, ne, ali pa slišijo slabo. Tako da vsak od nas ima kakšne svoje omejitve, ki ga ovirajo pri tem, da se uči in če jih prepozna, jih seveda lahko tudi preseže. In pomembna je volja. Ja, brez tega pa pač ne gre, ne. Zdaj, učenje je še vedno delo, ne. To včasih tudi malo pozabimo, da ko se učimo upravljati s telefonom, s televizorjem, z računalnikom, še vedno smo na tem, da če se hočemo nekaj naučiti, moramo nekaj v to vložiti. In mogoče je tudi ena taka slabost te permisivne šole, pa da šola mora biti strašno fajn, pa da učenje je sam še zabavno, prinesla to, da smo včasih pozabili, da učenje je delo, da je to misel, intelektualni napor, za katerega ne nazadnje rabimo tudi nekaj kalorij, ki se porabijo za to, da se pač odločimo, da se bomo nekaj novega naučili in s tem potem lažje in bolje živimo. Tale prispevek in verjamem, da si delite mnenje, da je bil izredno dinamičen, izredno bogat z takimi sporočili na prvo žogo, pa z unimi globljimi, ki si jih bomo tudi prav dobro zapomnili, upam se. Ta prispevek je nastal tako, da sem poklicala oziroma pisala Brigiti in si rekla, jaz rabim pomoč. In sicer sem si predstavljala res en prispevek, ki bi pokazal, kako digitalne spretnosti živijo v praksi, v življenju in sem vedela, Brigita bo zvezda tega prispevka, nisem pa vedela, da bo tudi Klara zvezda, torej 2 zvezdi imamo v tem prispevku, obe dve čist enako mladi oziroma enako stari po življenjskih izkušnjah, predvsem pa potem, kar smo rekli, da je ključno volja, radovednost, pripravljenost na učenje in delo. Lepa hvala vam, zares sta popestrili ta že sicer tudi zelo bogat forum, kot lahko preberemo v klepetalnici. Tam je bila omenjena tudi finančna pismenost. Hvala, gospa Milena iz NUK-a. Finančno pismenost bomo posebej obdelali na enem od forumov v naslednjem letu, to bo tudi zelo zanimivo, verjamem, in se bo povezovalo z vsem, ali pa vsekakor tudi z digitalnimi spretnostmi, v to zelo verjamem. Tako da zdaj smo prišli skoraj do konca današnjega dogodka, kar nam preostane je še, da zavrtimo en zelo, zelo kratek, nekaj sekunden ali pa polminuten video na temo SWOS-a. SWOS je spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti odraslih. To je en tak sitno orodje, ki ti pač pove, kje si, ampak predvsem ti da možnost oceniti, kaj ti manjka in tudi pravzaprav lahko pridobite informacijo, kje te spretnosti lahko pridobite. SWOS namreč lahko opravite, oziroma to testiranje opravite največkrat v ljudskih univerzah, zemljevid je na spletni strani, boste videli tudi sami v tem filmčku. In glede na to, da ste tukaj tudi predstavniki različnih ustanov, ne nujno izobraževalnih, vas prosimo, da se priključite tej mreži lokalnih točk in po možnosti širite to informacijo v svojih okoljih. Poglejmo. Vprašalnik SWOS mi je prinesel predvsem večjo samozavest,
ker takrat sem mislila, da nič ne znam, kaj bom, brez službe sem, bom kaj najdla, pa še ta COVID situacija. Ko sem pa to rešila, sem pa rekla, ok, Nives, se nekaj znaš, v bistvu veliko znaš, gremo naprej, boš najdla drugo zaposlitev, boljšo zaposlitev. SVOS točke torej po celi Sloveniji, zakaj več pa naše kolegice tukaj na Andragoškem centru na področju pismenosti in pa seveda v vseh ljudskih univerzah, kjer to izvajate. Tako, torej, prišli smo do konca. Naj vas opozorim, da vsebine, ki so bile danes predstavljene in posnete, nekatere vnaprej, nekatere v okolju Zoom, bodo objavljene na spletni strani tega dogodka. Vabim vas tudi. Nekateri pišete odlične vsebine, še kdaj, ali pa da bi bilo vredno širiti te vsebine. Vzemite recimo kakšen prispevek doktorja Podjeda in iz tega napravite nek izobraževalni dogodek v vaših sredinah. Mi smo poskrbeli za zaščito avtorskih pravic naših in Danovih z naslovnico in s kolofonom. Tega nikar ne brišete, tudi mislim, da ne morete, ampak skratka, to so izdelki, ki naj vam bodo v korist, ki naj vam omogočijo, da širite dobre besede, dobre primere v vaših okoljih. Tako, danes pa spet 6 minut pred napovedanim koncem, mislim, da boste tega samo veseli. Jaz vam želim še en lep popoldan, uresničite kakšno reč, ki ste jo danes tukaj slišali, odklop, naprimer v tem trenutku in pripravljenost za tiste 3 ure, s svojci, s prijatelji, ki vam omogoča, da se regenerirate, da se napolnite s pozitivno energijo in da ste spet pripravljeni jutri zjutraj za priklop. Srečno in vse dobro. Nasvidenje.